Se vidimo po 7 urah oziroma 8 urah. Pa je duo nazaj v Ljubljani, duo Nika Čuo, ne? Mika, pridi, ljubi. Prav fajn je, tako malo me je mikalo, da bi še doma ostala, ko sem bolj pomislila, kaj vse moram narediti, pa ne bi bilo nič lažje jutri. Rekla, moram iti pa še posnet malo, ker pač sploh še nisem snemala. Za ta teden, v glavnem, vreme je v nulo, jutri moramo obvezno na en sprehod iti. Danes bom v bistvu na streamu pakirala, ker razpakirala, itak moram razpakirati, pa stream bi rada imela. Ker zdaj 2 dni nisem streamala. Ampak je problem, da sem zdaj pa res bolana oziroma prehlajena, ne vem, upam, da bo sem tak malo hujši prehlad, na nikakve vročine, ampak ja, zadnjič me je grlo bolelo in potem sem ginger shot spila in drugi dan sem bila, ko da ni nič in smo, nice. Pol pa itak 2 stresna dneva sem imela, ko sem cel dan sam montirala, pa snemala, pa montirala, pač tak malo se mi je sfuzlalo skoraj. In pol vožnja domov in pač tak malo pod pritiskom si pa danci isto in pol to pač enkrat mora ven udariti. Tako da ja, nisem v najboljšem stanju, tudi gledam na najboljše, ampak tak ja, ne. Sem pa z mojo drago. Ona vedno tako smešna, ko jaz doma pridem, najprej se skriva, pol pride do mene, pa se postiska, pol pa začne, ko je otrok, začne ona delati same tumarije. Bedarije. Skakat gre po stolih, krempat, laufat, metala je stvari iz police, ko se jih ni v 13 dneh dotaknala, pač tako hoče mi se pokazati. Pač da je vesela, ker mačke itak malo drugače kažejo veselje oziroma neko naklonjenost, ko pa psi, ne, niso tako očitne, ampak ona je res smešna. In pol se je celo noč stiskala in ob 4:30 zjutraj mi je prinesla makaron. Ona mi prinesla tudi peresnik, zamjavka pa ga dol vrže, pol sem ga pa vrgla in je po hodniku dol cinglala in se je tak brat zbudil, ris se je zbudil, jaz sem se logično zbudila. Pol je ris začel po vratih praskati, ker on je zaklenjen v sobi, če ne direndaj po noči. In pol je prišla nazaj spati in se je stiskala skozi. Reunited and it feels so good. Drugače pa imam še par posnetkov iz Nemčije, ko smo šla na ta jesenski festival v tem večjem mestu Heidelberg. Ful lepo mesto, če boste kdaj šli, morate, mislim, se splača ostaviti. Pač imajo te sejme, v bistvu hrano, pijačo, muzika, različni odri na različnih mestih, ful dobro je bilo, sam jaz sem bila tako zmatrana od celega dnja. Od 9 zjutraj do v bistvu še po avtu, ko smo se tja vozila ob 7, po 8. Zvečer sem jaz delala in ono pač sej ni to fizično, ampak mentalno sebe poslušati, pa sebe snemati, pa cel dan, ne, hard je bilo in pol drug dan zjutraj sem mogla še nekaj zmontirati, spakirati in iti na pot. V glavnem, naporni dnevi so bili, ampak ta festival je bil ful cute. Pol pa vožnja domov je bila v nulo, rabila sem 8 ur, spal za moj vred sem po moje rabila 8 ur pa pol. Tako je bilo lepo, takrat me je pelalo čez Radl Pass, tako da sem šla po malo drugi poti in je Avstrija v tem soncu in malo že jesenskih barvah bila čudovita. Mika se s ptica nakrega. Ok, zdaj pa do zgorenja, ker me bo glavo razneslo. Pred streamom moram še urnik narediti, nisem ga še, ker še nisem imela ene plane za vikend. V glavnem, to pa vam zapovedati. Tukaj imamo čaj, zeleni čaj, to me sprašujete od nutrišnaje. Jaz ga pijem, ker mi je pač dobro, pa zdaj, ko nisem toliko mogla stvari jesti, da imam vsaj eno veselje. Drugač pa je izvleček zelenega čaja, nima kofeina oziroma teina, ima pa antioksidante, pa ta zeleni čaj izvleček je pač dober za nas in mislim, da tudi
pač podpira izgubo maščobe, ampak to je tak. Jaz se na te stvari ne toliko zanašam, ker jaz mislim, da vseeno moraš ti se gibati pa jest v mejah normalne, ne zdaj na kakih porcije in pol tako zgubljaš maščobo, ne z nekim napitkom, tako da to me v bistvu ne briga. Za pot sem si včeraj kupila to testeninsko solato, ki pa je sploh nisem pojedla, tako da jo bom danes. Pa mama mi je marele dala zraven, tako da bojo pohane marele. Že včeraj sem jedla za večerjo, nisem po moje posnela, ampak ja. Veš, kako si te pogrešali? Lej, ptička je. Lej, koliko ptičk je, izzivajo te ptičke. Mika ima kaj zadela, to kako si ti lepo ptička. Kako lepa. Ful bi jim dala hrano, nama se mi bojo bolj posrale po balkonu. Čim nastavim, lahko probam. Josh mi je kupil 3 te Dalmajer kave, ker imam to znamko najraje, ampak sem do zdaj sem probala, mislim, da to, oziroma ne, eno od teh, ki je tak srednje močna, ta je ful močna, oziroma, ja, mislim, da je ta najbolj močna, ali pa je ta, ne vem točno, ta je pa bolj mild, torej bolj rahla, tako da, ne vem, kjer bi probala, po moje to, ti ne vidim, je ta najbolj močna. Ponavadi nisem taka, ampak ne morem. Ta glavobolni danes je pa res next level, nisem navajena Mika. Veš, da je jesen, tukaj je to tvoj starter pack. Lekadol plus C sem najdla, pozabila, da ga imam. Pa moj najljubši čaj, materina dušica. Mika, pa denihi, jaz se bomo zdaj stiskale na kavču, sem da se mi voda zavre, okej? Dobro jutro. Jaz sem že kar nekaj cajta po konci, ampak sem pač stvari razpakirala, razen tote, no, ampak vse ostalo. Počasi si pripravljam ta setup, da bo za pol pripravljam, malo sem posesala in tak naprej. Lekadol plus C mi je ful pomaga, tako da glavobola nimam, ampak še vedno sem pač, tako ni občutek, kot je malo vroče, ko imaš te obliva, pa nos se mi počasi zadeluje, ampak mislim, da bo, počutim se ful boljš. Ne vem v bistvu, kaj je danes plan, jaz mislila, da itak ne mogla nič kaj dozdelati, ampak ja, mogla v trgovino sem, se mi ne da več, nimam nič kruha, da bi se jajca naredila. Jaz pač nekaj vseeno rabim za kruh, mislim, da jem jajca z tem. Mleka nimam. Gledam moj prazen hladilnik, še vedno imam pohane marele, zraven bom pa naredila krompir. To kmelo imam za odpisati in tak. Nočem odpisovati nobeno. Vladem, ne, vse bo cool, gremo najprej odpisati na maile, da se bom počutila 100-krat boljš. Jaz sem se odločila, da si skuham domače rezance in zrazu si bom naredila jajco, pa naredila bom na teh masti oziroma grumpih, ker nimam kruha, ne da se mi še trgovina. Sem pa drugače tukaj pospravila se, tako da gleda fajn Mikica pa Dikica. Kufr me še vedno gleda. Kuhno tudi se malo pospravljam, zalit moram rože. Danes, če si iskrena, eno ni dnev, ko res nočem snemati, sem se počutim, da pač morem, zato ker jutri je vlog, sem ne vem sploh, kako bom imela do stvari. Tako da razmišljam, da bi predstavila vlog, čeprav pač tega res nočem delati, ko imam urnik, ampak včasih pač ne gre. In ja, to, da sem zdaj malo prihlajena, pa to glih ne pomaga in tvanje je pa ful je bilo nekih vlogov, tako da bomo videli, no, kako bo, tako ful nimam energije in se neki sili delati, ne vem, ja. Se imam ful veliki problem, ja, ne. Izgleda najlepše, ampak je dobro. Čas je, da to spremenim v... Tada! Pa gremo na začetek. Jaz mislim, da sem se lani začela učiti, kako peč drožji kruh, torej ta sourdough. In to je kar stvar. Na začetku se moraš kar nekaj stvari naučiti, pa dobiti občutek predvsem za to, ker tudi, če ti nekdo da recept, ni nujno, da bo delovalo. In tudi, če vedno uporabiš isti recept, bo vedno malo drugače. Definitivno rabiš potrpežljivost in željo potem, da se naučiš in s tem bolj pač se naučiš. No in zakaj vam zdaj to govorim je, ker jaz sem imela ta starter v hladilniku, ker pač poleti nisem pekla kruha, ker je bilo prevroče itd. In se mi je pokvaril.
njega dati hladilnik. Hladilnik ga je lahko mogoče kak dan, dva, pol pa že ni več nujno, da preživi. Boljša opcija je, da ga zmrzneš, enega tudi nekako sušijo, to še nisem probala. Seveda sem bila ful žalostna, ker sem ga, mislim, da je že bil 3 ali 4 mesece star, kar je tak najbolj idealno. In pol enkrat sem ga mami dala nekaj in ga je zmrznala. In reče, jaz imam enega z tvojega zmrznjenega. In sem oh my god, dej ga. Prav sem ga, mislim, da tak en teden hranila, ampak je bilo še vedno tak malo prevroče in me je skrbelo, da se je pokvaril, tako da sem ga bolj dala spet zamrzovalnik, čist malo, ker sem bila v Nemčiji pa to. In zdaj, ko sem prišla nazaj, sem ga vzela in upam, da ta teden mi rata speč kruha, bo uspelo, ne vem, bomo videli. Starter je nazaj in sem ura 10:04, še dobri 2 uri imam do streama in se bom kar spravila. Lasi sploh niso tako grozni, nisem se počesala še in sem si jih samo dala v figo, a je pa stuširala sem se pravkar, ker sem se, tako sem se počutila malo je tuš, če se dneva dobro izbira, da se malo zgodiš in tako. Se mi zdi, da se mi že malo čuje, da sem prehlajena, čeprav se boljš počutim, ampak nos imam zadela. Začela sem gledati serijo Nobody Wants This na Netflixu, take kratke epizode so in dejansko sem kar odpadala, sem ne 3 pogledala. Sem rada take bolj krajše, sploh za malo bolj tako easy. Mislim, da je bila pač predlagana, tako slučajno sem Netflix odprla, ker ga res bolj malo gledam, ampak ja. Danes sem rekla, le, če že ležim, malo pogledala, kaj je. Evo, jaz sem spravljena. Zdaj pa bom krompir pripravila, ker si bom bolj spet pohane marele naredila. In jih bom jedla s krompirjem, ampak tokrat ne z bonfrijem, ampak airfryerju si bom naredila. Ta pravi krompir. Mislim, domač krompir. Jaz sem nazaj iz trgovine, šla sem po kruh in sem ga pozabila kupiti. Bom pa jutri mogoče ali bom naredila te angliške muffine, English muffins, ko so pač kruhki ali pa nek kruh s kvasom spekla, ker ne grem v trgovino, ker bo 3 dni lilo, ko je škafa in ja, ne grem iz stanovanja. V glavnem, mleko. En kremni namask, ne imam sploh kjerga jajca, ker sem jih že 5 pojedla, pa jaz ful jajc pojem. Kislo zelje po dolgem cajtu, zdaj ga lahko spet jem, oziroma že nekaj cajta dost normalno jem, razen če so kakšni kosi, si jih moram pač na malo narezati. Solate se mi tako lušta, piščančja prsta za kak sendvič, sem kruha nimam, kot sem rekla, in ene robčke te. To je to. Zdaj bom pa šla marele spohat. Sam nisem še lačna, tako da jih bom pol v airfryerju zagrela, ampak jih bom zdaj spohala, ker pol bo tema in včeraj sem po temi pohala, pa je bilo ful glasno. Pa še mislim, da bo že dež ob 5, tako da, ja. Gremo hitro, imam še pol ure, ampak sem že zrihtana. Spet je čas za moj udi. Dober dan, vsaki dan. Danes je pa deževen dan, čeprav sploh ne dežuje. Je deževalo prej. Včeraj sem šla v trgovino po kruh, pa sem ga vzabila kupiti, tako da ga bomo danes spekli. Enega čisto enostavnega, belega, mogoče nama bi dala malo pire zraven, ali bi kar belega naredila, da ne bo kaj narobe. To je to, gremo.
Ok, medtem ko kruh shaja, bomo odprli paket, ki sem ga danes dobila od Afrodite, nisem vedela, da kaj dobim in je bilo lepo presenečenje. In nimam pojma, kaj je. Ja, Pink Oktober je ozaveščanje o raka na dojki. Redno pregleduj, nežno neguj. Kozmetika Afrodita v sodelovanju z Združenjem Europa Dono že 9. leto zapored s pomočjo prodaje naših roza izdelkov oktobra izbiramo sredstva, ki jih namenimo za ozaveščanje in podporo pri premagovanju bolezni rak dojk. Našem podjetju je namreč zaposlenih 140 žensk, zato so nam aktivnosti združenja, kot je Europa Dona, še posebej pomembne plemenite in srčni papirov. Cute. Torej, vsak roza izdelek, ki ga kupiš, bojo 1 euro namenili združenju Europa do naslednja. In Afrodita ima dost roza izdelkov. Oh my god, glih mi je zmanjkalo X-shota, pa glih mi je zmanjkalo kreme za obraz. In to so te peptidi, to sem bila na dogodku, ko so to kremo predstavili in sem vse porabila. No way, kaj pa je to? Po moje peeling Candy Crepes. To bo ziher dišalo, kaj pa to? Mousse butter za telo. Oh my god, kak sem vesela. To je moja koža po enem tednu uporabljanja Joshua kreme. Vse mogoče da sem pred menstruacijo, ampak ja, nisem imela svojega skincarea. Tako da se veselim nove stvari, ful dobro. Ok, to moramo nujno odpreti pa povohati. Te peelingi od Afrodite vedno tako dišijo, da vam ne znam povedati. Sploh te professional, ne samo da ti peeling naredijo, že voham, ampak ti tudi pustijo tak film vlažilni. Kak diši. Jaz bi to pojedla. Ta mus isto isti von, ampak malo je rozast. I wanna eat it. Mousse butter, zanimivo. To se pa razmaže. Ok, to ful sem preveč vzela. Čas je za juhico, naredila si bom jo iz kocke. Ne bom si jo sama skuhala, ampak bom vzela to chicken. Pol te domače rezance nad zakuhala. Prav lušta se mi, pa se mi zdi, da je fajn. Ko sem malo bolana. Potem, ko čakam, da se kruh shaja. Odvila sem nam ful stvari iz mrzalnika, tako da bom provala ta teden res čim bolj sprazniti, ker imam ful mesa, govedine, nekih klobas, piščanca, lososa. In jaz hodim v trgovino, mislim, brez veze. Zdaj sem dala ven hrenovke, pa še neko klobaso, ko sploh ne vem, kaj je, odkdaj je. In to sem enkrat dala zmrzniti. Sem delala neko argentinsko melanesa. V bistvu je panirano meso, na malenkost drugačen način, ko ga mi delamo. In pol daš čez sir, pa paradajz, oziroma paradajzov omako, ampak nima toliko veze. Juhica je zavrela, rezanci so not in to se bo zdaj hitro skuhalo. Ena punca me je v prejšnjem vlogu vprašala, kaj jaz pišem v dnevnih hvaležnosti in sem rekla, da na hitro odgovorim, ni zdaj pravil, kaj pišeš, ampak lahko je karkoli, za kar se ti zdi, da si hvaležen, da imaš to v svojem življenju in lahko je najbolj enostavna stvar, kot je, ne vem, nova dekica ali pa za mačko, za ta deževni dan, da sem lahko preživela not v toplem stanovanju, za hrano, za družino, za prijatelje. V glavnem, lahko so ful čiste enostavne stvari, lahko je kaj večjega in s tem, ko si hvaležen za to, za te male stvari, ko jih imaš zdaj, ti naredi prostor za še boljše. Free flowing, sailing with the wind, not knowing how this story ends. Kind and brave, I know you'll find a way. Live
Včeraj nisem pojedla krompirja in sem si ga danes zagrela malo preveč. In to je moja večerja, ne, pardon, kosilo, malo bolj pozno. will come to you. Home, sweet home. Home, sweet home. Grounded, steady, earth between your toes, arms wide, ready, love is true, you know. Come roll, you can borrow calm, piece by piece, thriving in your bones. Home, sweet home. Together or alone. Build your home. You are. Tu gre dež, zun gre dež, Mika me masira, kak fajn. Or alone. Build your home. You are your home. Home, sweet home. Home, sweet home. Home, sweet home. Kaj je buhnil? Zvigala? Ne boste verjeli, ukulele sem igrala. Sam, ker sem prehlajena in je moj glas ni čudovit, nisem odla snemati in vam pokvariti tega videa, ampak ja, vseeno je bilo kul. Zdaj pa se bomo z Miko igrale. Prestavila sem kavč, da lahko okoli laufa. Pa večerja je pripravljena, kruh je dober. Ki sem vzela klobaso, kečapa, majoneza, tukaj podobno, kot prej sem, da je za klobaso. Glih montiram ta vlog in je malo tak pač malo zjamran, malo mogoče čuden, malo drugačen, zato ker ja, nisem toliko snemala, bila sem zmatrana od potovanja in tak naprej. In ja, hvala, da ste vseeno gledali. In naslednjič bom pa malo odgovorila na vprašanja, ko ste mi že na prejšnjem videu postavili, glede selitve, potovanja in drugih, bom rekla, osebnih stvari. Tako da to bo v naslednjem videu.